V imenu časorisa, spletnega časopisa za otroke, bi gospoda Jelka Kacina vprašala, kaj je mislil z besedami, da je glede vračanja učencev v šole potreben poleg strokovnega še politični kompromis. Torej, odločitev o tem, ali se bodo učitelji in učenci, tudi dijaki, vrnili v šole, v kakšnem obsegu, pod kakšnimi pogoji, v enoizmenskem ali dvoizmenskem pouku, o katerem Zavod za šolstvo ni razmišljal, ministrstvo pa tudi ne, bo potrebno sprejeti neko odločitev. Stroka vedno pove samo svoje strokovne poglede. Stroka nikoli ne odloči. Ne misliti, da je stroka odločila o tem, da bomo nosili maske. Ne, stroka je o tem samo razpravljala. Nekoč vam bom razkril, kdo je bil tisti, ki se je odločil za maske pri nas. Ampak od takrat naprej jih nosimo in hvala Bogu so se ljudje zelo hitro tega navadili, množično to sprejeli in to tudi zelo dosledno spoštujejo. To je velik prispevek k temu, da smo bili tako uspešni. Isto velja za svetovalno skupino. Svetovalna skupina razpravlja, izmenjuje poglede, svetuje, priporoči, ampak odgovornost mora sprejeti nekdo drug. In vsaka odločitev, ki jo sprejme vlada, je politična odločitev. Ne gre drugače. Zato so v njej politiki in morajo sprejeti politično odločitev in morajo sprejeti tudi politično odgovornost. Zato pač govorim o tem, da je življenje pač tako, kot je. Je veliko bolj realno. Nekoč sem velikemu delu strokovnjakov pač rekel, da si želim, da bi malo manj meditirali, ampak da bi več priporočili in kaj tudi odločili. Potem bi politika lahko bila hitrejša in bolj učinkovita. Ampak vse to terja čas in v naslednjih dneh vas bomo sproti seznanjali z vsemi temi elementi tega mozaika, ki bo pripeljal do morebitne odločitve. Zato bi rekel, da imamo jutri v tem kontekstu med gosti tudi strokovnjaka, ki bo naslovil osebne stiske, ki so bile posledica spremenjenega delovanja vzgojno-izobraževalnih institucij v času epidemije koronavirusa. Zato bo z nami dr. Kristjan Musek-Lešnik, psiholog z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju vzgoje in izobraževanja. Kdo vse pa pride poleg njega na jutrišnjo tiskovno konferenco, pa vam sporočimo še danes. Predloge zdaj že imamo, ampak moramo celoten potek konference uskladiti, zato da se izognemo prav temu vprašanju, ki sem ga bil deležen zdaj. Da stroka pripoveduje eno, ni pa predloga, kako naj bi se v realnem življenju nekatere spremembe in ukrepi izvršili.